Evo, Nik, po eni uri tehničnih težav, ne, je le ratalo vštimati, ne, pa smo tle, ne. Je bilo tehnične težave. Ne več, dobro, okej, lej, tako je, ne. Smo se ful naučili zdaj prvič, ne, postavljati vse, pa težave z mikrofoni, pa vse vštimati. V prvič mora biti napake. Tako, in nekje po, ne vem, mesecih rihtanja in organiziranja le ratalo, ne, tudi podcast, ne. Končno, ne? Končno. Koliko je bilo od poletja? Ja, od poletja, ja. Včeraj, ko sem malo se pripravil za podcast, ko sem malo razmišljal, kdaj smo se prvič dobili, je bilo ono, na kampu Dejana Vinčiča, ne, ti si tam slikal, jaz sem tam predaval, pole si mi poslal slika tudi, in pole sem te kontaktiral, da kaj delaš, pa kaj, če te zanima tak skupen projekt. In takrat smo nekako dorekli, ne, pole, evo, zdaj smo tukaj, ne, tako da smo malo odlagali, moj cilj je bil to že po koncu poletja oziroma na jesen, pole se je prelohlo na december, zdaj se je prelohlo na januar, malej, samo da je ratalo, ne, da smo to. Ja, bi bilo kar projektov, no, za delati. Ja. Vsak svoje, ne, ti si imel ful dela, jaz sem imel ful dela in pole prije, tako. Ampak jaz smo tukaj, ne? Ja, tako da, evo. Tako da jaz sem si danes ta uvodni podcast zamislil pač tako v dveh delih. Prvo bom malo tako nasplošno od podcastih govorili, zakaj podcast, zakaj se nam zdi taka dobra ideja, ne. Ker tudi tebi, recimo, ko sem takrat omenil, to idejo se ti je zdela ful dobra, ne. Tako da v prvem delu malo o tem podcastu, kaj bomo govorili, kakšna bo struktura, zakaj ta podcast in tako naprej. In potem v drugem delu se bom pa malo bolj tebe posvetil, ne. Jupi. Vem, tako bomo malo govorili. Ja, tako da, ko smo rekli, ideja za podcast je nastajala tam že enkrat poleti. Zdaj pri meni, iz mene sem si želel en tak podcast imeti, predvsem zato, ker se mi zdi, je fajn tako imeti neke debate in pogovore z ljudmi in sploh tako ena na ena, take deep conversation. Tako da ta podcast sem si zamislil pod imenom Benesere. V bistvu to bo potekalo skupaj s tem portalom, ki sem zdaj zalaufal, portal Benesere. V bistvu Benesere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da podcast dobro počutje. V bistvu bomo govorili od tematik, ki so vezane na pač na Benesere, se pravi dobro počutje, prehrana, lifestyle, miselnost, psihologija in tako nasplošno. Okay. In ja, v bistvu to bo struktura, bo tako in audio in video, ne, to smo se toliko cajta pripravljali, da bi se vštimali. Tako da bo in audio in video, ta podcast bo in tako na portalu Benesere, kot tudi na spletni strani moje, janikonedis.com, bo tudi potem na YouTubeu in na vseh teh audio platformah, se pravi Spotify, iTunes, kaj še, Google Podcasts, kaj še, Apple Podcasts, vse, no. Vse, tako da, ja. Tako da bomo videli, kako bo ratalo, zdaj cilj je nekje redno tu objavljati, bomo sicer videli, kako bo s cajtom, ker se moramo jaz in ti usklajevati, tako da, to, no. Ja, to, ko mi čakamo. Ko mi čakamo, ne, tako. Zdaj sem jaz neke moje motivacije, zakaj pa recimo tebi tako všeč, fascinantno podcasti. Jaz sem res spet za avto, ne. In mi je ful dobro poslušati muziko, kadar se vozim. Ampak če so kakšne dolge razdalje, mi tista muzika kdaj malo uniči razpoloženje in rajši kaj poslušam. In sem začel zdaj dosti poslušati podcastov tudi v avto, recimo, ali pa če kaj delam, ni muzika, rajši nekaj poslušam. Kar ni pač muzika in meni se za podcast je ena taka stvar, ki se lahko dosti naučiš iz ene ure nekaj poslušati, ne. Lahko tudi spoznaš nekoga malo bolj tako globoko preko podcasta, se mi zdi neka dobra ideja, no, da smo začeli tudi mi dva to, tako da, ja. Ja, ko smo prvič govorili, si rekel, da si imel že ti nekaj izkušnje s podcastom, ne? Ja, že underground sceno sem naredil z enim prijateljem, ja, nikamor prišlo, je bilo res samo za probat, ne. Če se sploh to da, če sem sploh za to, bomo vedeli zdaj s tem, kako bo, da se bolj dajo, veš, noter v to, po mojem bo več ljudi bo to vedelo, tako da upam, da bo nekaj, ne. Ja, meni tudi, ko si že omenil, ne, in tako, da pač imeti
globoke pogovore oziroma deep pogovore z ljudmi, pa tako spoznaš tudi ljudi malo tako bolj osebno. Pa tudi tako se mi zdi, mislim, če si ti, recimo meni tudi ful všeč poslušati podcaste, ne, tako da je pole tudi dodatna ona motivacija, da tudi ti nekaj ustvarjaš ven in tako. In ja, tudi pole, ko si rekel, tudi če imaš podcasti, da tudi neko priložnost spoznati neke nove ljudi, ki jih če ne, mogoče ne bi imel priložnosti spoznati, tako da to je res še en added benefit, ne. Tako je. Pa tudi, ko smo že takrat govorili, ne, sploh ta urejen social media, ne, se pravi, je zmeraj vse gre bolj v ta short form video format, ne, in se mi zdi, da pač s podcasta greš malo v druge vode, ne, greš malo v daljše vsebine, ja, tako, ki tudi trajajo več cajta, pa so tudi malo bolj tako evergreen. Tako, ja, tudi lahko spoznaš dosti več idej tudi, ne, tako. Kakšni so taki podcasti, ki so ti tebe recimo všeč? Jaz dejansko prihajam pač iz fotografije in poslušam več tega, no, zdaj meni je eno ful všeč ameriški, ki se kliče Creators Clubhouse. Bolj to je fora, prihajajo tej content creatorji, fotografi in se pač pogovarjajo, kako so oni prišli na sceno, povejo tudi malo bolj take biznis stvari ali pa tazga, ne. Candid Frame je tudi en tak, ki je, no, spet pač za fotografijo malo bolj, ko bi rekel, malo bolj profi, v smislu, malo drugače gledajo na svet in tako, no. Ta dva sta mi zdaj res najbolj, in Joe Rogan ima itak. Klasika. Tista pa itak, razred zase, ne. Ja, tisto je, tako, pač največji podcast, pa tudi on se mi zdi, da je začel to maniju podcastom. Tako, ja. On je bil eden, se mi zdi, prvih, ki je začel to, ne. Pa tudi tako, kar reš pogledati, recimo zdaj na YouTubeu, tiste prve podcaste, ne, vidiš, kako je bilo vse for underground, ne, kako se je začelo razvivati, ne, počasi in pole, kje je zdaj, ne. Zdaj je Spotify exclusive, koliko 100 milijonov exclusive, ne. Tako da ja. Zdaj, ko smo že začeli, ja, vse to, kar bomo danes govorili, bomo dali tudi v show notes, se pravi vse te povezave in to, da se bojo tisti, če se boste želeli pogledati oziroma ki počekirati, boste dobili povezavo. Zdaj, ko smo že šli na fotografijo, pa me zanima, kdaj si se začel ukvarjati s fotografijo, zakaj fotografija, kaj te pri njej fascinira? Tako je, no, jaz imam starejšega brata in on je bil prvi, no, ki je, mislim, da je imel željo si kupiti pač fotoaparat. Smo kupili fotoaparat, zdaj ne vem točno kdaj, ampak jaz sem bil še majhen, no, in zmeraj je bil tisti fotoaparat, tisto, veš, to je od mojega brata, jaz ne smem tikati. In potem, ko sem malo starejši, ko mi je že malo ga začel posojati, je bilo okej, no, to mi je všeč, to zdaj govorimo tam en 6. razred, tako, ali pa ki, ja, nek 6. razred, tako nekako. In potem v enem 8. razredu, ali 9. razred, točno ne vem, je bila, mislim, da neka likovna naloga ali nekaj v to zvezi narediti neko fotografijo na tečaj ali ne vem, zdaj se ne spomnim točno, no. In potem sem šel na ta natečaj, pač dobil takrat nagrado in sem bil malo tako, okej. Nisem se videl prav v temu, zdaj prav v 8. razredu, ampak okej, sem rekel, dobro, to je neka stvar, ki me lahko zanima, ne. Sem bil zmeraj malo tak bolj kreativc, tudi če sem treniral na mizni tenis. Tak šport je meni res tak močen del mojega življenja, ne. Ampak mi je manjkala pa tista kreativa, ne. Tako da potem sem rekel, ja, dobro, daj bom oprl Instagram, tako da v enem drugem letniku, oziroma mislim, da prvi letnik sem odprl pač Instagram in sem res dal gor samo fotke. Zdaj, ki jih pogledam nazaj, jaz ne vem, kaj so objavljal niti, res ful slabo, ampak ja, se mi zdi pri vsakem tem creative journey, nekaj reš pogledati za nazaj, kakšne stvari si dajo ven, tudi jaz recimo vidim pri sebi, ne vem, kakšne stare stvari, kakšne stari blogi, kakšne stare fotografije in to. Zdaj so Marija, ki sem delal takrat, madej. In takrat sem mislil, da je to ful dobro, ne, pa pole vidiš, pole s cajtem, da je kar nekaj, ne, da je kar ono. Ja, tako da potem se jaz to predesti Instagram, jaz sem se nekaj toliko ubadal, s tem sem bil bolj, okej, to bom zdaj nekaj dal gor, ker pač sem ukradel fotoaparat od brata, ne, ker zdaj ga ni več rabo.
Tako da potem sem jaz tisti fotoaparat kar tako ukradel, kot sem rekel. In Si ga prilastil. tako, pač potem je brat šel v Ljubljano, tako da pač ga ni več rabil in tam je delal samo plac, ne, za brendleru. Tako. In tako da ja, pa tisto sem pobral in ja, pole čez nekaj časa, 1 leto, 2 leti, sem rekel, lej, meni je to ful preveč zanima, da bi to imel samo za nek hobi. In potem v 4. letniku na računalniški sem dejansko si naredil spletno stran za zaključno nalogo na maturi. Potem sem jaz bil, ok, mislim, če že imam spletno stran, pa lahko malo bolj dvignem na nivo. Kupil nov fotoaparat in začel z biznisom, oziroma niti ne z biznisom, bil bolj kreativen, tako in mi je pomagalo priti do, kjer sem zdaj. Zakon, ful dobra štorija. Ja, ker sem videl, recimo, zdaj itak je ful teh fotografov, pa ful teh profilov, ampak recimo, kaj je meni pri tebi pritegnilo, je to pač, da delaš, da imaš nek svoj stil, kar se mi zdi, da je pomembno, ne, da imaš nek svoj stil, oziroma da delaš nekaj, kar res verjameš v tisto in res čutiš to. Tako da to vidim pri tebi, tudi recimo, kadar sem ti omenil za ta projekt in to, si bil tako ful entuzijastik, ne. Ja. In to mi je všeč pri tebi, da si tak zahnan in čutiš in si res... Ja. Ful mi je pomembno, tudi če ni nekega plačila, da delam tisto, kar mi je všeč, ne. Tako da tudi to, ker delamo video skupaj in ta podcast delam zato, ker tudi meni všeč, ne zaradi tega, da bi zdaj nekaj profitiral tega, ker to ni moj cilj, ne. Ja, ker tudi svet razmeroma v ta bolj kapitalizem, ne, in bolj individualizem, ne, ker že pred cajtom, ne, so bile pa razna društva, pa se je pomagalo ljudem, to je ta nadaljevanje komunistične družbe, zdaj pa vse gre bolj v individualizem, ne. Vse, kar češ karkoli imati, moraš plačati, zdaj težko dobiš koga, da ti res pomaga, oziroma smo vsi tako zaposleni, da pole tudi nimaš ti cajta, pa vse, kar dodatno delaš, ti vsak nekaj računa in tu mi je bilo že pri tebi všeč, recimo, da si bil pripravljen pomagati tu nek skupni projekt brez nekega plačila, oziroma že to, da si verjel v meni, se mi zdelo zlosti, ne, ker lahko ne bo nič ratalo z tega, zdaj lahko da bomo videli, ne, ampak je ono, ne. Počasi. Ja. Ampak ja, meni nikoli ni bil ta interes, da vam zdaj, od te bom pa zdaj profitiral, ne. Se mi zdi, da ja, je treba delati prvo tako na sebi oziroma pomagati drugim in itak, če nekomu pomagaš, dobiš vrnjeno nazaj, ne, saj tako se meni zdi, no. To je res, ja. Tu se dostikrat pozablja, ne, pač to, da daješ nekaj brezplačno oziroma da pomagaš ti in tu se bo itak ti vrnilo, ne, samo zdaj imamo malo drugačne vrednote v družbi in tako in pole se težko kdaj, se je lahko spozabiti, ne, glede to, ja. Prej si omenil tudi šport, ne, se mi zdi, da tudi ena taka povezava, zakaj smo na podobni valovni dolžini, smo zaradi tega, ker smo oba športnika, si rekel, da je šport velik del tvojega življenja, tudi pri meni še vedno, čeprav nisem več profesionalni športnik, ne treniram več nič, je še vedno forever athlete, tako, ja, mindset, ne. Zdaj recimo berem eno dobro knjigo od enega coacha iz Amerike, Corey Kemp, forever athlete, od različnih zgodb, od teh bivših športnikov. Spravi si rekel, si treniral namizni tenis, Tako. oziroma, a sem... Ja, ne, zadnjo si, ne. Ja, ne vem, če si sam razkril prej to, mislim, da sem zdaj. Se vas spomnim. Kdaj si začel, pa kaj te je pritegnilo? Jaz sem začel igrati namizni tenis v 5. razredu. In to je bilo tako dejansko, je bil krožek in po meni pač prijatelj me je povabil, oziroma sošolec, prijatelj, se ni važno, dajte gremo na ta krožek. In sem bil, jaz to kao že znam, jaz ne rabim tega, ne znam ping-pong, nikoli life nisem imel ping-ponga prej, ne. In potem sem bil, da te zmagam, ne, neka taka fora in potem sem šel na tisti krožek in očitno sem bil zelo talentiran, pač da sem pol povabil v klub, no. In mogoče naslednji teden, potem sem kar začel igrati. Zdaj, meni je bilo ful smešno, ker takrat so bila oba moja nekaj bolana
In jaz sem prišel v šole in sem bil, mama, tata, jaz bom začel na mizen tenis. In vse bilo, ok, ne. Starša so pa oba odbojkarja, ne. Tako, ali htio samo reči, ne, za kontekst dobijamo, ne. Oba sta odbojkarja, tata je trener, ne, tako da... Ja, tako da, pole je bilo, pole, ko smo se pogovarjali, so bili za, ne, niso nikoli me silili v odbojko, ne, nič, tako da ni bilo nikoli nek bad blood, ne, da je mogel biti odbojkar. Potem sem se pogovarjal z tato ali zadnjič, je rekel, da itak je bil samo libero, ne, ker nisem dosti velik, tako da... Tisto pa ni atraktivno, ne. Ja, ne, tisto ni tako, ne. Ampak ja, treniram zdaj že koliko, 10 let, skoraj, zdaj sem 2 leti nazaj sem naredil še ta, ko se reče že, za trenerja, no, z licenco, ja, trenerski izpit. Tako da zdaj imam še ta naziv, no, zdaj pa bolj pomagam klubu, no, zdaj že dosti časa nisem bil tam, ker sem imel obveznosti v šoli in to, se moram vrniti, ampak ja, je bil, no, kar tako teh 10 let, oziroma rečem 6-7 let tiste intenzivnega igranja, zjutraj, popoldne, vikendi je bilo kar tako intens, ampak ne bi zamenjal, no, tako. Kaj ti je dal tako recimo šport, oziroma ta struktura športa? Ker zna biti kar naporno, vidim tudi pri sebi skozi ta leta odbojke, ki je bilo skozi šola, odbojka. In potem kdaj se prav vprašal, zdaj recimo meni se je malo odbojka prizamerila, ker je bilo toliko preveč, sploh v zadnja leta, potem nisem več igral z veseljem, tako da tudi zdaj nekako me ne vleče več nazaj, ko me je, ampak ko vidim, ko je bilo ful tega prilagajanja, ful odpovedovanja, hkrati pa se mi zdi, da mi je tudi ful dal šport, ne, pa me zanima recimo, kaj je tebi. Največ se mi zdi prijatelji, no, ko nismo zdaj s temi 100 klapcev, ki smo igrali, ne, nismo neki zelo dobri prijatelji, oziroma da bi se zdaj družili vsak dan, bo po moje večna ta prijateljstvo, tako da to je, se mi zdi, da je ena taka stvar, itak sem bil zdrav, nisem se nikoli nekaj počutil tako weak ali pa ne, to je meni bilo tudi tako. Mogoče sem malo zgubil na tem socialnem nivoju, pač ker itak nimam časa, imam trening, nimam vikend, greš na žur, ne, imam tekmo, ne, tako da to je ena taka stvar, ampak se mi zdi, da ja, ko sem rekel prej, ne bi zamenjal, no, mi je dalo preveč dobrih občutkov, no. Ja. To je res, ker tudi recimo pomislim zdaj pri sebi, vse je bilo pač tisti ekipni duh pa ekipno delo, ne, samo hkrati pa ostalo življenje oziroma social life je pa odpadel zunaj, ne. Ja. Recimo, kada sem pole jaz končal z odbojko, je bilo ful težko pole, pač sem bil navajen, da imam pač svojo družbo tam v odbojki, v ekipi, ne, in kadar tiza ni bilo, me je bilo pole težko se nazaj vključiti v kao social life, ne. Ja, Ta socialno pač je malo drugačen ritem, ne, ko moraš, pač nisi več vezan na ekipo kot tvojo skupnost, ne, pole moraš malo spremeniti, ne. Če ne, pa res, ko si rekel prijatelji in to, in itak zdravje, ne, pač. To je najbolj važno, tudi tako, ja, disciplina, ne, jaz se mi zdi, da nobena stvar me zdaj ne more presenetiti, ker se mi zdi, da sem v športu za vse dobil, ne, tako da ne vem, te slabi dnevi, dobri dnevi, zdaj, kad tako pogledam malo v real life, ne, me neke stvari zmotijo več toliko, ko so mene, recimo, ker v športu si itak že vse imel, ne, tako da, kada dejansko priješ tako v svet, ne, živeti, ni tako, ok, se ni taka panika, ne, sej sem se mogel potiti v dvorani toliko časa, mi ni več problem neki, ne vem, narediti, ne. Je drug mindset, je mindset, miselnost, da stisnemo skozi to, karkoli že je, ne, tisto ti res da šport, da mental hardship, ko se reče, no, je. Ti si treniral odbojko, koliko časa? Se pravi, jaz sem začel že v Krošku, s Kroškem, ne vem, mislim, 3., 4. razred, takrat sem še igral nogomet. Tako da nogomet mislim, da sem pole pustil v 7. razredu in od 7. razreda naprej sem pole intenzivno odbojko, tako da 7. razred, koliko smo imeli, 13 let, zaključil sem pri 22, tako da, ja, slabih 10 let intenzivno, ja. No, Ja. In je bilo kar, ja,
Sploh pole srednje šole je bilo ful naporno, ker je bil ritem šole, ritem treningov, takrat smo bili pole še v prvi ligi, tako da je bilo še treningi vsak dan, 2 uri, pa zraven še fitness, pa šola, tako da takrat je bilo res dedication. Ja, ampak ne bi zamenil, no, ker se mi zdi, če ne bi imel športa v srednji šoli, bi nekaj manjkalo. Ne. Tako je. Ja. Ker tudi recimo, da živiš samo za šolo, nekaj manjka, ne. Vsaj da imaš, ne vem, kakšen hobi zraven, kakšen šport ali kakšno kreativno delo, ne. Prej si recimo tudi omenil, ne, povezava kreativno šport, ne. Se mi zdi, da to dvoje gre lepo skupaj, ne. Ker v bistvu šport je ful, ponavadi je fizično, mislim, je tak, ni kreativen, je fizično in mentalno zahteven, kreativnost je pa se mi zdi prav na drugi strani, ne. Tako je, ten kontrast je. Lahko bi se reklo, ne vem, moška, ženska energija, ne, šport je bolj taka moška kreativnost, bolj taka ženska feminine energy, ne. Ja, mislim, ko bi rekel, je tak kontrast, no, ampak se mi zdi, da kad sem začel malo bolj razmišljati z glavo, sem tudi potem na mizi igral boljš. To je zato, ker tak šport, ne, dejansko rečejo, da je ping-pong bolj približek šafu, ne, tudi ker moraš ti znati poteze dobro igrati, da prideš ne do tvoje točke. Zdaj pri odbojki se je tudi podobno, ne, ampak neke akcije bo izmeri enake, ne, in potem, ko sem začel malo bolj razmišljati, pač o tako, biti bolj kreativen v namiznem tenisu, ne, kot športu, sem potem tudi začel boljše igrati, ne. To je zdaj ena taka stvar, se po mojem ni najbolj povezano s fotografijo, ampak tako, ti da malo bolj zamisliti, dnevno, in če bi raje naredil to, kaj pri to, ne. Zanimivo, nisem nikoli pomislil na to povezavo, samo je pač res, ne, itak je v bistvu ta inteligenca, ne, pač razvija vse, ne. Tako je. Zdaj, ko smo že pri kreativi šport, kako pa recimo usklajuješ zdaj kreativno delo, zdaj, ko fotkaš, imaš veliko kreativnega, mentalnega dela, verjetno šport prije lepo zraven, da te malo sprosti. Ja, tako, šport pa še res takrat, ko imaš preveč dela in potem rečeš, jaz rabim neko pauzo, neko sprostitev in rečeš, se grem tam spotiti v dvorano 2 uri in res se počutim pol en teden boljš, ne, ker tako mentalno te kar uniči, no, tudi recimo šola se vozi, sej ni neka šola, da je prav fakt, ko je težko, ne, ampak tako, no, ta konstanten ritem te lahko pol ubije, ne, in se mi zdi, da šport te lahko preseže, ne, mislim, tako prereže to konstantnost, ne, tako da je kar fajn, no, saj recimo tudi, jaz sem imel probleme ful v šoli, ne, se nisem mogel nikoli fokusirati, se nisem mogel učiti in to, in potem sem začel malo popoldne, oziroma ne, po treningu sem začel se učiti, in mi je bilo zelo lažje, ne, ker tako sem bil fizično toliko zmatran, a psihično nisem bil, ne, in sem se lahko lepo učil. Endorfini, lepo od športa, ne vem, kakšne dopamini, motivacija. s tem, kakšne probleme, no. Ma ne, niti ne tako, v bistvu sem pa zmeran, ko si rekel, je zanimivo, recimo, ka v bistvu šport, kdaj se vidim, recimo, sploh zdaj pri sebi, je kdaj šport ti lahko naredi breakthrough, a pa te še malo bolj zlomi, če si kdaj si že na meji, nekaj sem utrujen, ne vem, bi šel na trening, včasih greš na trening, pa si po treningu še bojiš, ne, in bolje po treningu narediš še nekaj dela, ne, po drugi strani, če si pa kdaj že malo utrujen, greš na trening, je bolje še, mislim, malo, ni vedno ne bojiš, lahko tudi kdaj ne slabše, je pa res, da pač ta mentalna sprostitev po športu je res top. Je ful fajn, Sploh ne vem, tisti, ki nimajo športa, oziroma tisti, ki se ne rekreativno ukvarjajo s pač čim fizičnim, ne vem, kako uspejo to, ne, ker pač. Ja, meni je mogoče zaradi tega, ker smo res od malega že. Ja, verjetno, ker smo športniki, ta športna miselnost, športni duh, si ne predstavljamo drugačnega življenja, ne. Kot fotograf, oziroma, ti temu rečeš delo, oziroma kako definiraš ti to? Ker v bistvu jaz imam tudi, recimo, kdaj malo težave, zdaj sploh recimo tako, ker moj biznis ni še za laufu, in imam kdaj tako težave, kako definirati to, kar delam, ne. In pole včasih rečem, delam za sebe, ma je tako. Tudi biznis, pač. Meni se sploh ne zdi, da je to neka služba, itak še študiram in res malo bolj na izi se vzamem, ne, ker je tako, sem študent, mi je treba toliko. Ampak čez 1 leto končam, ne, tako da je
že malo scary, no, itak jaz ne rečem, da sem profesionalen, jaz rečem, da študiram fotografijo in da to znam, ne. Tako da se mi ne zdi, da je neka služba oziroma, ja, tudi ne počutim se, kot da je res služba, ki me tako uživam v tem, da pač mi ni problem vstajati zjutraj, ne delati pozno zvečer. Mi je tako, no, kdaj se prav slabo počutim, tako, da se dobil ful denarja za nek projekt, ki mi je bil ful dober, ne. Ampak po mojem se moram samo to navaditi, da bo pač tako moj. Ja, mogoče tudi tista odzadaj prepričanje oziroma miselnost, ne, da je pač ne, zasluži denar, moraš delati pač službo, ne, oziroma je pač, da službe niso vedno pač top shit, ne, pač da ni vse, tudi pri mene še vedno kdaj v nas. Čutim, da je odzadaj ta prepričanje, ne, da pač, če služiš denar, pač je to skozi službo oziroma nek, kar ti želiš delati, ne. Tako da na tistem je treba. Ampak ja, to je pač socialno okolje, ne, tako da to je težko spremeniti to prepričanje oziroma miselnost. Pa me zanima s tvojo fotografijo, kaj najraje slikaš oziroma kje najbolj uživaš, kje se vidiš tudi vnaprej. Zdaj to, vsi me to vprašajo in ni odgovor. Mislim, da prva stvar, ki si rečeš, fotografa, se mi zdi, da je ono. Ja, kaj pa ti slikaš oziroma kaj ti je všeč slikati? Meni je tako dejansko, zdaj, ker sem na šoli, ne, zdaj imamo studio in meni je ful fajn biti v studiu in ali fotkati pa z modeli ali kakorkoli, no, ta studio mi je res ful fajn, pol pa oni kontrast fotkati naravo, ne, in jaz smo šli parkrat z enim mojim prijateljem pač po Sloveniji, Kranjska Gora, malo po Italiji tudi, zjutraj, kar pač fotkati ta landscape in je tak drugačen feeling, ne, ker greš tja, tisto je res samo zate, ne. In je okej, zdaj gledam naravo ob 7 uri zjutraj sončni vzhodu, wow, ne. Tako da ne vem, jaz se ne morem prav definirati točno, zdaj sem pa točno to, ne, ker me vse zanima, ne, tako je. Sej, po moje, to je kar nek problem kdaj, ne, ker je tako, kaj te zanima, vse, ne, fotkanje. Pol vsi mislijo, okej, to nima pojma, ne. Ta je je samo tlele, ker mu je všeč fotkati, ne, znanje imam pa zadosti, da bi delal vse, ne, tako da. Ja, pa tudi pole, če poslušaš podjetniški modele, ne moraš si dobiti kao svojo nišo, ne, pa moraš vedeti točno, kaj delaš, pa se moraš razlikovati od drugih, ne. Ampak se mi zdi, da pač ni nič, ne, narobe s tem, če imaš več smeri, oziroma se tudi recimo, če pogledaš recimo tvojo spletno stran, oziroma tvoj feed, Instagram in to, vidiš vse pomalo, in portrete, in šport, in landscape, ne, in točno tukaj sem hotel še malo priti s tem pogovorem, se pravi ta landscape, potovanje in to. Pred kratkim si izdal tudi koledar za 2023, tako da mi več kaj je tisto. Okej, ta koledar je prišel tako, meni je ful mi ni všeč kupiti za Božič neka darila nekomu, ne vem, ali prijateljem oziroma pač sorodnikom, ko so neka darila tako, ne, samo da so, oziroma, ne, itak so vse že imajo, tako bom rekel, ne. In potem sem rekel, da dam nekaj svojega ven, ne. Tako da potem sem naredil koledar iz Azorov, ko smo bili na Portugalskem z bratom. In tiste 4 dni, ko sem bil tam, sem dobil toliko fotk, da ja, sem pol naredil en tak koledar, no. Tako da ja, in pol to so bila dejansko moja darila za moje sorodnike, prijatelje, ne, da jim dam tudi nekaj tako, okej, sem fotograf pol leta, ne, da nekaj delam, ne, tako da. Ja, recimo, mene si ga prinesel tja na delo in sem bil ful vesel, ful presenečen in ful pač takoj, ko sem začel listati, je bilo prav wow, ne. Pač si prav čutil, da si da si na Azurih, ne. Pač te slikce in ta pokrajina in tudi recimo zanimiva take frame shote si naredil, da tudi parih se vidi tvoja brata, tako da, ja, ful dobro. Ja, zdaj tako, malo sem tisti koledar naredil tako, tudi zame, ene par foto sem dal na neke mesece, ki so meni pomembni, recimo mojega brata sem dal na september, ki ima rojsten dan, ne, moja ljubša fotko sem dal za julij, ker mi je bila najboljša fotka, takrat ima jaz rojsten dan, tako, ne, pač
nekaj svojega sem od sebi, ne, ni samo za druge, tako da so take stvari, ki mogoče ne bi vedel, ne, če ne bi povedal. Ja, vidiš, ja nisem vedel, ne, tako da, ja, vse po eni strani je prav, ne, pač, če to pomeni, da se res delaš s tem, kar si, ne, pač, ko, ja, s srcem, z dušo, ne, da daš pole tudi nekaj tvojega osebnega, tako noter, ne. Ja, tako da, kaj ste bili prvo v Lizboni in pole ste šli, tudi recimo iz Lizbone sem videl pole na Instagramu, lahko res te nazaj pogledati, je prav en tak, ko se reče, tismo kolaž sliko in je ful tako photoshopano. Ja, prav kolaž je. Kolaž in je top shit, res. Ja, Lizbona je bila tudi fajn, meni mesta drugače niso lih najbolj wow presežek, ampak itak druga kultura, tako drugo okolje je bilo tudi zanimivo, no. Mogoče za fotografijo mi ni bilo najbolj všeč, ne, ker itak sem videl ozore in tako, in pa je to. Ampak ja, je bilo zanimivo, no. Tudi v Lizboni. Tudi, ja. Ok, gremo počas pod koncu tega podcasta, se smo kar nekaj malo je bolj tako spontano, random, se smo rekli, da za prvi podcast, da bo malo bolj tako bolj na easy, bolj chill vse, ker tudi jaz za mene je to prvič, ne, in smo rekli, da bo tako malo bolj spoznavno, ne, tako da smo obdelali malo od podcasta, malo od tebe, malo od športa, malo od potovanja, tvojega dela. Zdaj za konc pa sem se zamislil v bistvu pri vsakem hostu oziroma na koncu podcasta 2 te rapid fire question, ko se reče, se pravi. Ok, In v bistvu tu je direkt vezano pole na tematiko podcasta, tako da prvo vprašanje je v bistvu, kaj za tebe pomeni dobro počutje? To mora biti hitro, ne? Ne, mislim, kar mero. Dobro počutje se mi zdi, da je takrat, ko sem jaz, ne? Kadar se počutim dobro v svoji koži, kadar nimam nobenih takih, ne vem, slabih misli. No, ko sem jaz, no, tako, to je najbolj se mi zdi. Mogoče tudi, kje sem, ali sem doma, ali sem nekje drugje z ljudmi, pač, ki jih imam rad, mi to po mojem pomeni največno dobro počutje in okolje, kje sem. Nice. Dobro, zdaj se lahko še jaz, ker je že prvi komentar, podcast. Zdaj sem malo že včeraj o tem razmišljal, o tem odgovoru, tako da zdaj sem malo biased. Sem imel več cajta za razmišljati, ampak recimo to pole izhaja iz moje filozofije, da v bistvu dobro počutje temelji na tako in lifestyle, se pravi, kaj delaš z lifestylem, se pravi, da skrbiš za prehrano, da se pole dobro, da se gibaš, skrbiš za zdravo življenje, se pravi, da se dobro počutiš fizično, da se dobro počutiš mentalno, se pravi v mislih, sploh da jaz sem tak tip, ki mu oziroma glava dela ful težav, tako da se tudi mentalno kontroliraš, da pozitivne misli, ko si že rekel, in tretje je pole še recimo ta duševna plat, se pravi, da si delaš, kar te veseli, da se dobro počutiš sebi, da imaš veliko strasti, veselja v življenju, da delaš tisto, kar te zanima, da si na pravi poti, se pravi, za meni tako dobro počutje pomeni, se pravi, kombinacija tega, da se počutiš dobro fizično, mentalno in duševno. Ok, prvo, zdaj pa druga, recimo 3 tvoji nasveti, kako to dosežeš, se pravi, kako dosežeš dobro počutje. Ok. Dobro počutje, po moje res dobiti ljudi, prave ljudi, ki te imajo radi, ki jim zaupaš, ki jim lahko se poveš, dobiš, ja, res neko svojo strast, neko veselje, lahko je to šola, lahko je to hobi, lahko je šport. Kaj še je? Kar umiri, se lahko porežeš. Ja, ne. Po moje ne smeš se dati v nek ta socialni status, jaz sem tak, mi ni lahko najbolj všeč, kje sem, res pač moraš biti ti, ne, to je, se mi zdi najbolj taka stvar, da growth and positive mindset. Tako, ja, jaz recimo pač kaj, hoče biti fotograf, kaj, to je to, ne. Tako da, ja, to je to. Evo, top. Se pravi, skupnost. Ja, družina, prijatelji,
dobro počutje, dobiš neko svojo nišo, ja. Šport ali kreativa. In da si to, kar si. Tako, ja. Tako. Zdaj recimo moj odgovor se bo spet vezal, je bolj na prejšnje, se pravi na te tri sklope, se pravi skrbeti za lifestyle, lahko tu je prehrana, spanje, gibanje, šport, skrbeti za in emocionalno zdravje, se pravi pozitivne misli, čustva in vse, kar prije zraven, in potem je še duševna plat, to je jaz tako imenujem, to je, ko si že omenil, skupnost, da delaš, kar te veseli, da si to, kar si, da živiš življenje, ki ti je namenjeno. Tako da, to so 3 moji top tipsi. Se vidi, da si razmislil doma. Sem imel malo več cajta, tako da sem malo biased. Evo, to je to. Smo prišli do konca. Deli z ljudmi še, kje te lahko dobijo, tvoje resurse, tvoje linke. Po mojem je dobiš se na Instagramu Nik Velikonja oziroma Planetary Photo na mojem profesionalnem profilu. In spletna stran planetaryphoto.com, tle sem najbolj aktiven, no, tako. Bomo poskrbeli, da bojo vsi linki v opisu, tako, ja. Kjerkoli že, ali gledaste ali poslušaste, da boste hitro dobili Nika in nas. To je to za prvič. Nik, jaz sem ful vesel, da smo se končno uspeli, da je končno uspel zalaufati in upam, da bomo tudi naprej konstantni, čim bolj, ne. Jaz imam svoje stvari, ti imaš svoje stvari, tako da je v bistvu malo težko uskladiti, ampak bo. Super. Tako. Evo, to je to. Hvala, da ste gledali, poslušali in se vidimo naslednjič. Čau. Hvala, ker ste bili z nami. Upamo, da ste uživali v današnji epizodi podcasta Beresere in ste se naučili nekaj novega. Če želite slišati več, se naročite na naš podcast, kjerkoli ga poslušate ali gledate. Prav tako nas lahko spremljate tudi na Instagramu pod profilom Podcast Benesere, da boste na tekočem z našimi najnovejšimi epizodami in zaodrskimi vsebinami. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali danes, nam na Spotifyju ali Google podcastu prosim pustite dobro oceno, saj nam ta res zelo pomaga, da tudi drugi odkrijejo naš podcast. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau!